Zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo, ne vihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Tjaši medvedu Mihi se je pridružil profesor Marley, bratranec od našega Charlija. Ta je odšel v Avstralijo na obisk teti, Marley pa je iz Avstralije prišel k nam, zato tudi tako odlično govori angleško. Vendar ga je v prehodu stresla elektrika. Od takrat malo pozablja in je cla, a profesor je vseeno zelo pameten in njegovi študentje z veseljem obiskujejo njegove učne ure. Najbolj pa obožujejo eksperimente, ki jih bo delil tudi z nami. Miha, Ja? kaj je to tukaj na mizi? O, saj res, Charlie je poslal darilo. Charlie, komu? Ja, nam. Wow. No, Ja, poglej ga, Tjaša, odpri. Joj. Kaj pa misliš, da nam je poslal? Kaj misliš, da je notri? raketa. Raketa, kaj pa ti, Miha, misliš, da je notri? Jaz se bom pa pustil presenetiti. Dobro. Kako sem vesela. Zagotovo je ta raketa za v zrak. Ja, raketa je ponovadi za v zrak. Tak, Kaj pa je to? Poglej. no, Kaj pa je to? kaj pa je to? A ne veste, kaj je to? Ne, že vem. To je meni Charlie poslal neko novo začimbo iz Avstralije, da bom imela jaz za kuhanje. Daj, poglej. No, tole pa že ni začimba, ne? Poglej, kako je. To je zagotovo kakšna paprika rdeča. Zakaj pa je potem tako zaprta, da se vrne? Jaz mislim, da je to nekaj drugega. Kaj? Kaj? Mogoče ti veš? Jaz seveda vem. Res? Ja. Kaj je A to? veste, kaj je to? Ne veva, pa zakaj so številke? To je peščena ura in z njo merimo čas. Merimo ga pa tako, da iz zgornje provetke skozi tanko grlo preteče pesek in potem imamo tukaj številke in s tem zmerimo, koliko časa je preteklo v tem času, ko je stekel pesek čez. Wow, se pravi, če pogledamo zdaj, mora verjetno biti tako. Zdaj je, se pravi, črtice. Koliko Najbrž- minut pa je že Najbrž je preteklo? kar 4 minute, kaj ti misliš? Ja, res je, bravo. In tako poznamo peščeno uro za merjenje časa. Wow, kakšno lepo darilo. Ampak, kaj pa je sploh ura? Jaz sem se malo zmedel, vse veste, odkar me je elektrika stresla, ker malo pozabljam. Ja. Kaj je ura? A vaju zanima več o uri? Seveda. Pa veš, kaj sem jaz že pozabila? Minute, pa sekunde, pa ure, pa to. Sploh ne vem več, koliko ima 1 minuta sekund. Malce sem že pozabila, Miha. Vse vama bom razložil. A ti to veš? Seveda vem. Seveda in z veseljem delim to z vama in z otroci. Sta pripravljena? Seveda. No, pa začnimo. Naprava za merjenje časa se imenuje ura. Čas izražamo v urah, minutah, dnevih, tednih, mesecih in letih. Ja, en dan je dolg 24 ur. 1 ura pa je dolga 60 minut. Danes pa spoznajmo uro. Poznamo več vrst ur.
poznamo digitalno uro, budilko, ročno uro, stensko uro, sončno uro, žepna ura, peščena ura, stolpna ura, stoječa ura, štoparica, ogromno ur poznamo. Ja. Koliko ur? Pa naj začnemo z digitalno. Digitalna ura s številkami pokaže, koliko je ura. In zdaj, na primer, je ura 8 zjutraj. Kar zapišemo s številkami. 8, dvopičje in 2 nuli. Ampak dvopiče ni številka. Ja, seveda ni. Ampak tako se napiše. No, ali bi vedela, kaj je skupno tem uram? Marli, bo težko, boš videl brez očal. Ja. No, Marli, očala nazaj, jaz pa vam pa še enkrat postavim vprašanje. Ali bi vedela, kaj je skupno tem uram? Ročni, stoječi, stolpni, stenski uri. Kaj jim je skupno? Da zelo hitro minevajo. To je res, ampak Pa merijo čas. ja, skupno jim je tudi, da imajo 2 kazalca ali pa 3 in ti pokažejo, koliko je ura. Podrobneje si poglejmo uro s kazalci. Podrobneje si bomo pogledali uro s kazalci. Rdeča puščica, ki kaže številko, pove, torej številka na uri, koliko je ura. Druga rdeča puščica kaže na črtice, te povedo na uri, koliko je to minut. Rumena puščica kaže na kazalec, ki je daljši, to je minutni kazalec, ki kaže minute. Ko se zavrti en krog, mine 1 ura. Druga rumena puščica pa kaže manjši kazalec, ta pa je urni kazalec. Ko se zavrti en krog, mine 12 ur oziroma pol dneva. Številčnica obhodi 2 krat 24 urah. Wow, koliko dela z 1 uro. Ja, koliko dela? Koliko šele denarja? Jaz sem slišal, da je najdražja ura na svetu vredna več kot 55 milijonov evrov. 55. Veš, koliko je? 55 milijonov. Toliko še moj dedek ne dobi penzije. Sigurno? Dedek mislim, da dobi veliko manj kot 55 milijonov. Veliko manj, ja. Draga je pa zato, ker je okrašena z 110-kratnih, zelo redkih in zelo barvitih in pisanih in lepih in dragih velikih diamantov, ki so ustavljeni noter v njo. A ne? In pa še ta pašček je narejen iz platine. Wow, zelo je lepa, zelo je lepa. Wow, pa res, kako je lepa. Ja. Platinasta in diamantnasta. Krasna je, krasna. No, Tjaša in Marli, merske enote daljše od ure pa merimo s koledarjem. To so dnevi, tedni, meseci, letni časi in leta. En teden ima 7 dni. A bi znala našteti dneve v tednu? To smo se že učili. No, sem vendar profesor, jih pa že znam našteti, No, lahko daj. tudi nazaj. Ja, kar naprej, kar naprej. Daj Kar naprej. I s katerim dnevom pa začnem? S ponedeljkom, prosim. Ponedeljek, Ja, torek, sreda, četrtek, petek, šestek, petek, sobota, nedelja. bravo, res. Marli. A pa bi morda vedel, kateri so od teh dni delovni? Vsi. Vsi, ampak jih lahko delimo na delovne dni in pa vikend. A vikend je pa konec tedna. To je pa sobota in nedelja.
Ja, In takrat ne delamo. Bravo. Razen, če delamo. no in takrat otroci ne grejo v šole in vrtce, kaj ne? Ne, takrat Ja. pa ne in to so zelo veseli. Tako Sploh je. šolarji. Takrat imamo veliko prostega časa za druženje, izlete in počitek. Sploh nedelja naj bi bil dan, ko se ne dela nič. Ja, saj to je Ja. vendar jasno, če ne delja. Nedelja in se ne dela. Ne dela. Tako se ne dela nič in se samo uživa. Jo, jaz imam tako rada vikend, ker potem gremo mi na kak izlet in ko se lahko več igramo in s prijatelji družimo. Pa mamice spečejo štrudel. Tudi vse lepo se godi za vikend. Res je. Res. Še nekaj me zanima. A morda veste, koliko mesecev ima eno leto? Otroci, morda vi veste? Ja, Vidva čisto vesta. odvisno, kdaj se leto začne. Ja, na začetku se leto začne. Leto ima 12 mesecev. 12, ja. V enem mesecu pa je 4 ali 5 tednov. Mesec pa šteje 30 ali 31 dni, razen mesec februar. Ko štejemo 28 dni na vsake 4 leta, pa je tako imenovano prestopno leto in februar šteje 29 dni. Se še spomnite, katere mesece poznamo? Tudi to smo se učili, tudi to bi morala vedeti. Ja, januar, pa marec, pa maj. Sta malce pozabila, a? Avgust. Februar. A, ne. Februar. Februar, ja. A vama gre težko z jezika? Koncember. Ja, ne, to smo še že učili, ampak dajmo sedaj osvežiti spomin z našo pesmico, pa si jo poglejmo. Saj res. Ja, poglejmo. Ali poznate mesece v letu? Ne poznamo mesece v letu. Potem pa zapojmo in se naučimo 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Januar, februar, marec, april, maj in juni, julij, avgust, september, oktober, november, december, 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Ali poznate mesece v letu? Ja, zdaj poznamo mesece v letu, potem pa zapojmo in ponovimo 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Januar, februar, marec, april, maj in juni, julij, avgust, september, oktober, november, december, 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Pa ponovimo še enkrat. Januar, februar, marec, april, maj in juni, julij, avgust, september, oktober, november, december, 12 mesecev, ki leto zaokrožijo. Tjaša, Ja, pa saj ti si včasih znala na členke na roki našteti mesece. A se znaš? seveda. Ja, to sem vam že pokazala s Čarlijem, ne? Pa si poglejmo še enkrat. Me prav zanima. Čarli in Miha, jaz sem se v šoli naučila, kako si zapomniš, koliko dni ima posamezen mesec. Ja, mislim, kako. Ja, ampak s tem, da si pomagaš z roko. Ne verjamem, ti to Res. mene spet Poglej. hecaš. No, Matjaša, Res, pokaži. to sem se naučila v šoli, mi je učiteljica Mojca naučila. Poglej, narediš pest. Dobro, Ja, na pesti so tole so členki, ki kukajo ven, so kot neki hribčki. ok. Okay? Se pravi, če je hribček, to pomeni, da je najvišji. Ja?
višji kot dolinca. Ja? Pomeni, da je tukaj večja številka 31. Se pravi, 31 ima tale členek. Tako, in to prvi člen je januar. Ok, januar. Januar ima 31 dni. Ok, Okay. Potem imamo februar. Tukaj je edina razlika v tem, da ima februar 28 oziroma na vsake 4 leta, kot smo rekli, 29 dni. velja. Ja? Potem imamo marec, smo spet na hribčku. Kako smo rekli, da ima hribček 31 dni? Hribčki ima 31. 31. Potem je dolinca, to je april, ima 30. Ker ni februar. Ja, Ima tako. 30, April. ok. Potem imamo maj, je spet na hribčku. Koliko ima? Čakaj, da pogledam. 31. 31. In potem je junij v dolinci. Je pa spet 30. 30. In potem je julij. Ja, in 31. 31. In potem gremo spet od začetka. In potem imamo avgust. Kako od začetka? Na roki. Ok. Ja. A ok. si opazil? Julij ima 31. Pa če gremo od začetka, ima avgust Ima avgust tudi 31. 31. Tako. Potem imamo september. Je v dolini, Ima 30 30. dni. Oktober je na hribu, ima 31. 31. November November je to že. Je spet v dolini in jih ima 30. 30. In december, zadnji mesec v letu. 31. A ni lahko? Pa to je čisto lahko. Čisto lahko, sicer lahko potem pokažeš na drugi roki, ampak jaz A veš kaj, jaz mislim, da če združimo roke, dobimo gliha, ne? Januar, februar, marc, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november. Ja, isto. Bravo, December. res je. Ja, ful, najlepša hvala, Tjaša. Ja, Hvala. si zapomnil. Ne, nisem. Si bom zapisal, ker če si ne zapišem, vse Hribček pozabim. je višji, ima 31, potem dolinca ima 30, razen, kako smo rekli, kdaj, kater mesec? Februar. Februar ima Bravo, koliko? Charlie. Samo malo, nisem še do tam. Februar, kaj si rekla, koliko jih ima? Koliko? Nekaj manj kot 3 manj 30. kot 31. No, evo, to so bili meseci. Pa gremo naprej na letne čase. Koliko jih poznamo in kako si sledijo? Poznamo 4 letne čase, to pa vem. Ja, tako je. Profesor Marli? Jaz jih malo več, ker sem bolj izobražen, ampak mislim, da obstajajo 4. Aha, A bi jih znal kako se že našteti? imenujejo, kako že po vrsti? Ja, zdaj bi želela 4 ali več. 4. Ko imam jaz rojstni dan, je zima, potem je pomlad, poletje in jesen. Bravo, tako je, Marli. Ja. Obstaja pa še podaljšana jesen tudi. Jo, ti nas boš, Marli, še veliko lahko Podaljšana naučil. jesen, malo povej, kako to misliš? Sonce sveti zelo toplo tudi do sredine oktobra ali celo novembra. No, Dobro. bravo, Marli, bravo. Bravo. No, to so bili letni časi. Sedaj pa si poglejmo še dan. Dan ima 24 ur, oziroma kar 1440 minut. Ja, dan se začne Zjutraj. Po noči se dan začne, po noči. Po noči se začne dan. Če imamo digitalno uro, se na njej izpišejo 4 ničle. Če pa imamo stensko ali drugo uro s kazalci, pa se takrat oba kazalca na številki 12. Ja, zunaj pa je noč. Dan razdelimo na dele dneva. Na jutro, dopoldan, opoldan in pa popoldan ter večer in noč. Ja, jutro je takrat, ko se zbudimo, se oblečemo in pripravimo za dan. Dopoldne je čas, ko smo v šoli ali vrtcu in delamo šolske obveznosti. To je čas nekje do kosila. Opoldne je ponavadi čas za kosilo. Opoldne je 12, ne? Tako je. Ja. Popoldne preživimo Pol zunaj. dneva. Ob pol dneva. Ob pol dneva, tako. Opoldan, bravo, ja. Marli, tako. Poldan. Tako. Popoldne preživimo zunaj.
se družimo s prijatelji, se ukvarjamo s športom, obiskujemo različne dejavnosti in ustvarjamo. Potem pa pride večer. Večer pa je čas, ko se pripravljamo za spanje oziroma za noč. Po noči pa spimo in si nabiramo moči za nov dan. Ja, saj res. Ampak tako je recimo, ko smo v šoli, a ne? Ja? Ko je vikend, je pa malce drugače. A? Ja, ampak tudi ko je vikend in ni šole, je treba učno snov ponoviti, narediti naloge, Seveda. se učiti in pripraviti na nov teden, ko imamo čas, se pa lahko tudi družimo in zabavamo. Tako je, ampak dajmo še enkrat ponoviti. Ja. V enem letu se zvrstijo 4 letni časi. Zima, pomlad, poletje in jesen. Seveda. Ja, leto ima 12 mesecev, 52 ali 53 tednov, 365 ali 366 Če je leto če? prestopno, Tako je, bravo. ker Res. takrat ima februar na vsaka 4 leta 29 dni. Bravo. Ja. In temu rečemo, kot si že rekel, Prestopno, prestopno leto. Bravo, Marli. Sam čakaj. To pa ni dobro za tiste, ki se rodijo 29. februarja. Oni potem praznujejo na vsake 4 leta samo rojstni dan. Ja, kako? Nimajo 28. ampak 29. A potem so samo eno leto starejši čez 4 leta. Ne vem, Miha, kaj Ni misliš? čisto tako. Ampak tudi tisti, ki imajo rojstni dan 29. februarja, ga vsako leto praznujejo 28. februarja, razen ko je leto prestopno in ga lahko praznujejo na 29. februarja. In takrat se zagotovo naredijo veliko žurko. Ja, res je. Ker to pride samo, kot smo že omenili, na vsake 4 leta. No, a bi mi vidva znala povedati, koliko je sedaj ura? Čakaj. Bomo pogledali tukaj na teli. No, to ne moremo zvedeti, koliko je ura. Da je ne? 5 minut čez toliko, kot je bilo prej. Ja, Ja, na to tej je ne morda- bomo morali. To je morda, če merimo čas, nam pride prav. Tako je. Morda V savni. mogoče v savni ali pa v kuhinji za jajčka, trdo, mehko, kuhana. Ne? Ali ko si umivamo zobe. Ja. Koliko minut že moramo drgniti? Vsaj 3. Vsaj 3. Res je. Bravo. Ampak tukaj imamo pa še eno uro. Ta ura je Stenska ura. kaj ne? stenska. Ja, koliko pa je zdaj ura? No, jaz že vem, saj sem profesor, kar ti povej. Čakaj, moram pogledati. Se pravi, mali kazalec meri ure, veliki minute. Tako je. In ta ta pa tanjši pa sekunde. In zdaj je ura 2. A je prav? Bravo. Res Še je. 15 sekund manjka. Ja, do 2. Ampak ura je 2, tako je. Ampak meni se zdi, da je pa zdaj čas, da bi se šli mi malo poigrati. Ha? Z veseljem. To bi bilo super. No, pa pojdimo. Marli, Povedi. se bova igrala eno igro. No, pa naj ti bo. Tudi vi doma, otroci, se lahko igrate to igro. Da ti razložim pravila. Razloži. Ja. Jaz bom govorila besedi klip in klop. Šli in Klop. Ko rečem klip, pomeni, da ti se postaviš v neko pozo. pozo. Ja, narediš. Naprimer kot nek James Bond. Lahko kot James Bond. Če pa rečem klop, pa pomeni, da obstaneš v tej pozi. Pokaži James Bond, obstane in stojiš, dokler ne rečem klip. Klip. Ja, lahko spremeniš pozo. V drugo. V drugo, ja. Vsakič naredim drugo. Govorim klip, spreminjaš poze. Dobro. Če pa rečem klop, pa obstaneš v zadnji pozi.
Povsem razumem, V zadnjem položaju, ki si ga naredil. saj sem Ja. vendar profesor. Tako. Dobro, pa začniva. Klip, 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 klop. Sem zgubil. Noga bi morala stati gor. Gremo še enkrat. Klip, klop. Dobro, v redu, ostani v tej pozi. Klip, 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 klop. Klip, 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 klop, klip, 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 klop. Evo, si vstal pod klop. Zelo zahtevna igra. Zahtevna in zanimiva igra. Tudi ne smeješ se lahko zelo. Ja. Dajte se igrati še vi. Doma lahko v šoli, v vrtcu pokažete to igro. Seveda, no, ko pa že misliš, da meni ni šlo, še ti poskusi. No daj, ajde. Klip, klop, klip, 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 klop. Bravo. Dobro. Odlično, hvala, ker si me naučila to igro. S svojimi študenti se jo bom zagotovo kdaj igral. Igrajte se jo tudi vi. It's English time again. Hello. Čas za angleščino, spet, ja. Hello. Živjo. Time for English. Ja, čas za angleščino. Time. Do you ever think there's not enough time in one day? Ja, včasih res ni. Just one day, 24 hours. Ja, včasih res nimamo dovolj časa v enem dnevu, v 24 urah, za vse, kar želimo, ne? Especially if you go to sleep very late. Aha, sploh če greš pozno spati. And if you do not want to wake up very early, Ja, in če se nočeš zbuditi zelo kmalu, potem, you have a problem. ja, imaš problem. Yeah. And days become too short. Ja, in dnevi so prekratki. Yeah. But either way, too long, too short, you always have to know what the time is. Aha, dolgi ali kratki, vedno moraš vedeti, koliko je čas, ura. Yes, that's right. And how do you know this? How do you know what the time is? Kako vemo, koliko je ura? Well, nowadays we can use our cell phones, Ja, danes lahko pogledamo na telefone, but some people, even nowadays, wear watches. ampak tudi v današnjem času nosijo ročne ure, nekateri. Or on the walls, you have clocks. Ali imaš pa na steni ure, stenske ure. Yes. So this way you can always know what the time is. And in order not to be late in the morning, Aha, in da nisi zjutraj pozen, you can set your alarm clock. aha, si lahko naštimamo budilko. Yes. So don't be late. Go to bed early, wake up early, and time will be just fine. Kako je to zdaj veliko. Aha, da ne boste zamujali, Yes? pojdite kmalu spat, se zjutraj kmalu zbudite And everything will be okay. in vse bo v redu. Yes. You won't be late. Ne boste pozni. Now. Whoa, it's already late, so we have to hurry up. What did you learn today? How do you say watch? Ura, ročna ura. Yes. What does clock mean? Clock je stenska ura. Yes. How do you say time in Slovenian? Čas. Yes, very good. What about early? Zgodaj. And when it's late at night, late means? Pozno. Yes. And it's getting late now, so we have to say goodbye. Adijo. Dobrodošli v Spidjevem kotičku.
Speedy sporoča, da veselo piše pesmi in snema videospote za mlade talente. Če si želiš spota ali pesmi tudi ti, Speedy za to z veseljem poskrbi. Tukaj spodaj je napisan kontakt, na katerega se lahko obrnete. Pa prisluhnimo Speedyjevim talentom. Konec je počitnic, to je res hudo, šolo zopet moramo. Nahrbtnike na rame, potem pa bo kar bo, gospe učiteljice stroge so. Konec je zabave, pozdravljene skrbi, od učenja marsikdo zboli. Če pa učiteljev na svetu tam ne bi bilo, bi vse na glavo se preklicnilo. Če pa učiteljev na svetu tam ne bi bilo, bi vse na glavo se preklicnilo. Šola naša še stoji, ker jo pamet God drži, a če šole ne bi bilo, bi skregali se s pametjo. Ker jo pamet God drži, šola naša še stoji, bi skregali se s pametjo, če šole ne bi bilo. Konec je počitnic, to je res hudo, šolo zopet moramo. Nahrbtnike na rame, potem pa bo kar bo, gospe učiteljice stroge so. Ob testih se potimo, to je res hudo, a pametni postajamo. Razjoka se pred tablo, če si vprašam se nazaj, želiš potihem si počitnic raj. Šola naša še stoji, ker jo pamet God drži, a če šole ne bi bilo, bi skregali se s pametjo. Ker jo pamet God drži, šola naša še stoji, bi skregali se s pametjo, če šole ne bi bilo. Šola naša še stoji, ker jo pamet God drži, a če šole ne bi bilo, bi skregali se s pametjo. Ker jo pamet God drži, šola naša še stoji, ker šolo pamet God drži. V rubriki Zvezde pod čarobnim dežnikom se nam lahko predstavite vi, otroci in mladostniki. Veseli smo vsakega posnetka, ki nam ga pošljete. Pa si poglejmo današnjo zvezdico. V temni nevihtni noči oči se zapreti niso dale, globok spanec niso se nikakor podale. Zdaj se sprašuje vsak nov dan, kaj to življenje je in če znam živeti ga in če še koga rada imam. Sedaj odgovor že poznam in se ne predam, zdaj zmorem sama. Od tiste noči se nikoli ne predam. Življenje polno je zabave in veselja, žalosti in hrepenenja. Večna vedno ni barvico, a čudovito je. Življenje polno je zabave in veselja, manjih čarobni, mnogo je poti v življenju, le katero izbral boš ti. V temni nevihtni noči oči so še zmeraj čisto same, kot da bi spanec že stal, naj pozabil na nje. Sama se še sprašujem,
le kaj mi življenje daje. So vse težave le umestne postaje. Življenje ponuja zabave in veselja, žalosti in hrepenenja. Veš, da vedno ni barvico, a čudovito je. Življenje ponuja zabave in veselja, žalosti in hrepenenja. Veš, da vedno ni barvico, a čudovito je. Življenje moje gre naprej, ljubezen sebi le imej, nikoli ne ustavi se. Naj polno bo zabave in veselja, majhnih čarov dni. Vem, včasih zdi se preveliko, a čudovito je. Življenje polno je zabave in veselja, žalosti in hrepenenja. Veš, da vedno ni barvico, a čudovito je. Življenje polno je zabave in veselja, majhnih čarov dni. Mnogo je poti v življenju, mnogo je ljudi v življenju, mnogo je poti v življenju, katero izbral boš ti. Dragi otroci, če znate tudi vi plesati, peti, igrati na kak inštrument, lepo risati, se voziti po zadnjem kolesu s kolesom ali kaj posebnega, pošljite nam vaš posnetek na našo Facebook stran ali pa na e-mail, ki je spisan tukaj spodaj. In z veseljem vas bomo predstavili v naši oddaji. Tika taka, ura nič ne čaka. Ja, ura nič ne čaka, zato je treba izkoristiti dan. Danes bomo pa izdelali svojo uro, da se bomo lažje naučili, koliko je ura, kot nek pripomoček. Kaj potrebujemo? Potrebujemo barvni papir, 3 različne barve, pokrovček od plastenke, škarje, lepilo in pa modelčke, da si bomo lažje narisali kroge. Se pravi, tole so naši modelčki. Zamašek, pokrovček in pa 2 lonca sem jaz vzela. Ne pozabimo na svinčnik. Moja ura bo rdeče barve. Zato potrebujem največji krog in ga bom narisala s pomočjo tega lončka. Lonec lepo nastavim na papir in naredim obris. Tako, eden je že. Potrebujem še manjši obris, ta bo bele barve. Vzamem manjši lonec za to in obrišem. Super. Potrebovala bom pa tudi kazalčke in pa številke na uri. Te pa naredim s pomočjo manjšega krogca, v tem primeru zamaška. Potrebujemo, se pravi, na številčnici je 12 številk, potrebujemo pa še 2 kazalca in pa na sredini tudi krogec, ki bo varoval naša kazalca. In kar veselo nedelo, 12 jih potrebujemo. 12 samo za številke, dodatno potrebujemo še enega za naše varovalo kazalcev. 13, torej 12 plus 1. Jaz sem jih narisala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zato, ker si bom pomagala tako, da bom list prepognila in s tem, ko bom list prepognila in ko bom strigla, bom pridobila
kar 2-krat več krogcev. Takole prepognem. Seveda pa lahko izstrižete vsakega posebej. Dobila sem 2 in gremo naprej. Izstrižemo še večje kroge. Tako, vse kroge, ki smo jih potrebovali, imamo izstrižene. 2 večja in pa 13 majhnih. Zdaj potrebujemo pa še kazalčke. Kakšni so kazalčki? Sta oba enaka? Enako dolga? Ne. Tisti, ki kaže ure, je krajši, tisti, ki kaže minute, pa daljši. In kar... Ste videli? Krajši in daljši. Seveda pa je na koncu v obliki puščice, ker ta kaže, koliko je ura. Kazalčke imamo, sedaj pa moramo narediti še luknjico. Vzamemo lahko svinčnik ali pa kakšno palčko in poskusimo nekje na sredini, takole naredimo luknjico. Prebodemo. Tako. Potrebovali bomo pa še en tak naš štulček. Vam bom pokazala, zakaj. Izstrižemo tanjši bomo tak pravokotnik, ki ga bomo sedaj takole zrolali v tako rolico. Boste videli, zakaj. Tukaj pa potrebujemo tale tulček tudi zalepiti. Pritisnemo, počakamo, da se malce posuši, da se sprime in pogledamo, če gre skozi to našo luknjico. Gre, super. Na koncu bomo škarjicam prestrigli, zato da bomo dobili takole, vidite, kot nek sonček. To bomo potem potrebovali. Sedaj najprej prilepimo manjši krogec na večjega. In porazporedimo 12 številk, je na naši uri, jih porazdelimo najprej takole na 4 in potem dodamo še po 2 vmes in bomo dobili 12. Prilepimo najprej 4, tako kot imamo na kompasu, sever, jug, vzhod, zahod, zgoraj, spodaj in na straneh. In sedaj še po 2 vmes. Tudi naša kazalčka potrebujeta luknjici. Čisto na koncu poskusimo in naredimo luknjico. Prebodemo enega in še drugega. Tako, sedaj pa najprej tale naš štulček potisnemo skozi luknjico. Pa
Nekaj sem... Ampak tole se ne bo videlo. In poskusimo še tele naše kazalčke. Še lažje pa si bomo pomagali narediti luknjice s tole palčko, ki jo potrebujemo za nabodala. En kazalček je že čez, še drugega. Takole malce povrtimo, da se bosta kazalčka lepše vrtela. Tako. Tudi tukaj odstrižemo. In pa tako kot smo spodaj, naredimo še zgoraj. Razpremo. Kazalčki se vrtijo, vidite. Uro opremimo s številkami od 1 do 12. Tako, in potem se lahko učimo, koliko je ura. Če dan kazalček mali tukaj na 3 in velikega na 12, koliko je potem ura? 3. In tako se lahko učite, vam starši pomagajo. Če damo kazalček takole, postavimo kazalčke takole, morda kdo ve, koliko je ura? To je 5 minut do 5. ure. Veselo na delo. Ste morda že kdaj odpotovali kam v tropske kraje ali pa eksotične kraje, kjer bruha lava? Tudi jaz nisem. Ampak vem, kako v preprostem kozarcu doma pričarati lavo. Potrebujemo vodo, približno 1/3. Barva za živila. Morda jo ima mamica v kuhinjski omari, lahko pa jo kupite pravzaprav v katerikoli trgovini. Nekaj kapljic. Pa še malo. Saj veste, od viška glava ne boli. Premešamo. Dobro premešamo. Sedaj pa kozarec previdno nalijemo olje. Navadno kuhinjsko olje. Takole. Kot sem rekel, od viška glava nikoli ne boli. Zato naj ga bo kar veliko. Tako. Sedaj pa si bomo od blizu ogledali, kaj se zgodi, ko v našo mešanico vržemo šumečo tableto. Zagotovo kakšna izmed vaših babic pije magnezij ali pa C ali multivitamin. Važno, da je šumeča. Pa poglejmo.
naš vulkan je začel bruhati lavo. Poglejte, in iz lave se tako kot iz prave lave ustvarjajo manjši in večji kamenčki. Zato nič ne dej, če se še niste odpravili v eksotične kraje, kjer bruha lava. Doma si jo lahko ustvarite kar v kozarcu, ampak zapiti pa ni. Počakaj. Ja? Nič ne vidim, nič. Spet nič ne vidiš. Nič Zakaj ne sploh očala daješ dol? Zato, da lepše izgledam. Ja, Tukaj je pa neka žival. žival, katera žival je to? Lahko bi bil klovn. Ja, lahko bi bil. Če bi bil klovn žival. Lahko bi bila pa tudi miška. Lahko bi bila miška, ja, ali pa... Hrček. No, Hrček. kaj pa je v resnici? Se ne vem, je miška ali je medved, kaj ti misliš? Lahko bi bil tudi medved. In kaj pa bo zdaj s njim? Ja, spet nama je Miha dal nov izziv. In sicer nama je narisal kar sebe, medveda Mihata. To je medved Ja. Miha. Tako ga je Miha narisal, pogled. In je rekel, da izbereva barvico, zato sem ti že prej rekla, da izberi barvico. Jaz imam zeleno, ti? Rjavo. Ja, ampak kaj pa tukaj na konici? Modro. Modra. In sedaj morava v 1 minuti pobarvati čim več medveda Mihata. Začneva pa pri ušesih, potem sva pri glavi, mašnici, trebuščku in tačkah. V 1 minuti ne bo šlo? Morda bo? Morda. Pa ne smeva preveč čez črto. Ne velja čez črto. Ne velja. No, daj znak. No, in greva na 3, 4, zdaj. Že dolgo nisem barval. Je fino, ne? Meni ni. Jaz zelo rada barvam. Jaz pa ne. Jaz raje računam in berem. No, to pa jaz malo manj kot barvam. Tudi obraz bo... Vse naj bo kar modre barve, saj veš, ker imava samo 1 minuto časa. Tudi oči in usta in... Kar vse pobarvaj. So modri. Tudi kole. Pa lahko ima tudi, če greva čez črto, je pa malo okraskov tudi. Tako. Okrog. Misliš, da nam bo uspelo celega pobarvati v 1 minuti? Meni bo. Op. Ravno stop je bil. In kje je tvoj medved? Noge je dobil. Noge je dobil. Ker sem mu jih pobarval. Tvoj pa nima pobarvanih, zato ni mogel zbežati. Aha. Poglej ga, poglej ga. je zbežal. O, pa kako je lep. Pa res, 2 taci si mu pobarval in sta... Ja, se je odplazil. Se je odplazil. Je pa moder, tako kot jaz. Tako, bravo, moj pa zelen. Tako kot trava. Kot trava. Kdo je več pobarval? Mislim, da so kar oba približno enako, ne? Jaz sem malo manj trebuščka. Jaz pa tačk nisem, tako da. Zmagala sva oba. Oba. Bravo. Sedaj pa še vi doma narišite pobarvanko ali pa jo sprintajte. In potem tekmujte sestrico, bratcem ali pa mamico, očkom. Sledi pravljica Cipek in Capek. V gozdu je zrasel velik jurček. K jurčku sta prišla 2 palčka, Cipek in Capek. Zagledala sta jurčka in rekla: to bo najina hišica. Prinesla sta orodje in izrezala okna in vrata. Nista ostala cel dan v hišici, ampak sta šla nabirat kostanj.
Nekega dne, ko sta ravno zapirala hišico, je prišla lisica in rekla: Ali lahko z vama stanujem? Tu je prostora samo za 2 palčka. Ti si moraš poiskati lisičji brlog, sta rekla Cipek in Capek. Lisici pa to ni bilo všeč. Lepo čakajta, ko bosta pozabila zakleniti vrata. Vaju že prelisičim. In drugo jutro sta pustila nezaklenjeno hišico, ključ pa pustila v vratih. Takrat pa pride mimo lisica in se zasmeje. Previdno je šla okoli hišice in pogledala, če res ni nikogar doma. Pritisnila je na kljuko, vrata so se odprla in lisica je stopila pod streho, nato pa zaprla vrata in obrnila ključ v ključavnici. Cipek in Capek sta se vrnila, približala sta se hišici, ko sta hotela odpreti vrata, pa je bila zaklenjena. Cipek, ali imaš ti ključ? Ne, ali ga nimaš ti, Capek? Glej, pozabila sva zapreti in zakleniti vrata. Tedaj se je pokazala lisica pri oknu in rekla: To je moja hišica, ne spustim vaju več noter. Cipek in Capek pa sta sedla na drevo ob hišici in jokala. Tedaj priskaklja mimo zajček in vpraša: Zakaj jokate, Cipek in Capek, da se sliši po celem gozdu? Veš, zajček, to je najina hišica, pa je prišla lisica in se vanjo naselila. Jaz jo bom napodil. Šel je k lisici in potrkal na vrata. Lisica pa je vprašala: Kdo pa je? Ja, zajček, lisica, hitro pridi ven, to ni tvoja hišica, ampak Cipkova in Capkova. Zajček, to boš okusna večerja. Zajček se je prestrašil, da ga bo lisica pojedla in je zbežal. Potem je pricapljal medved. Cipek in Capek, zakaj jokata, da se vaju sliši po celem gozdu? Kako naj ne bi jokala? Imela sva hišico, to je najina hišica, pa je prišla lisica in se vanjo naselila. Ta lisica zvitorepka, jo bom že jaz napodil, brunda, brunda. Odcapljal je k hišici in potrkal. Kdo trka na moja vrata? Je vprašala lisica. Jaz, medved. Hitro pojdi ven iz hišice, ta je Cipkova in Capkova. Imam čebele in jih bom spustila, da te bodo opikale. Medved se je ustrašil in zbežal. Pa je pritekel ježek. Zakaj jokata, Cipek in Capek? Spal sem in vajin jok me je zbudil. Cipek in Capek pa sta odgovorila. Veš, ježek, to je najina hišica, a vanjo se je naselila lisica. Jo bom že jaz napodil. Ježek je všel k hišici in potrkal na vrata. Kdo trka na moja vrata? Ali sta vidva, Cipek in Capek? Pa je rekel jež. Jaz sem ježek bodičar. Hitro pojdi ven, sicer te zbodem. Ali hočeš, da razbijem hišo? Lisica se je prestrašila in zbežala. Cipek in Capek sta vstopila v hišico in skuhala obilno večerjo. Povabila sta tudi ježka, da je z njima praznoval srečen konec, kajti prav ježek jima je pomagal, da sta prišla zopet do svoje hišice. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse 3. Tjaša pa veselo že pometa